To je roman Sin. Zgodba o izgubi, zatekanju v domišljijo, življenju, ki navzven deluje vsakdanje srečno, a v sebi nosi mnogo vprašajev in zakajev. O življenju 11-letnega Guillerma sva se pogovarjala s Samom. Knjiga Sin govori o 11-letnemu dečku Guillermu, ki hoče postati Mary Poppins. Ljudje okrog njega pa hoče ugotoviti, zakaj je ravno Mary Poppins. Mene je knjiga ganila, hkrati pa tudi opogumljala, ker sem ves čas bral o tem, kako odločni in vztrajni znamo biti, predvsem 11-letni fant Guillerm. Zakaj se zateka v domišljijski svet, v svet Mary Poppins? Skozi polovico knjige ugotovimo, da mu je umrla mama. In nekako proba priti iz tega sveta, zaradi tega, ker je z mamo kot otrok gledal Mary Poppins in je bila ta čudežna beseda, ki je spremenila ta svet. Kako vse se Guillerm sooča z izgubo mame? Sooča se z umetnostjo. On riše, veliko risov opisujejo mamo, vidimo jo kot morsko deklico, kot neko osebo na letalu. Slike tudi opisujejo Mary Poppins in njegovega očeta. Ja, ker si ravno omenil očeta, je z nama tudi prevajalka Veronika Rot, ki nam bo povedala, kako pa se je z izgubo soočil oče. Guillermov očka se z izgubo svoje ljubezni ne more soočiti. Njegov odziv je zatajevanje, potlačitev, nesprejemanje nove realnosti, izgubljenje, nemočen. Rekla bi, da pade v luknjo, iz katere se ne more izkopati sam. Pravzaprav Guillerm stvari na svoj način dojema bolj realno. Pa čeprav se zateka v domišljijski svet, Guillerm pri sebi ve in na svoj otroški, nedolžni način sprejema, njegov očka zato v svojem obupu ne najde moči. Hvala, Veronika. Knjiga veliko časa opisuje tudi ta odnos med očetom in sinom. Kaj praviš, kako oče vidi svojega 11-letnega sina? Svojega 11-letnega sina vidi kot šibkega, zaradi tega, ker ne dela tradicionalno moških stvari. Ne igra športov, ampak ga bolj zanima balet in gledališče. Se tudi preoblači v razne like. In to njegovega očeta to zbega in ga zato skuša prisiliti v to, da igra ragbi. Kako ti gledaš na to? Meni se zdi, da bi mogel vsak delati to, kar hoče, dokler nobenemu ne škoduje. In se mi zdijo ta pravila, ki jih je družba postavila, zelo nepotrebna in škodljiva. Ja, se absolutno strinjam. Ne glede na to, kaj nam življenje prinese, je vedno dobro, da poiščemo način, da sledimo sebi. V tem beremo tudi v knjigi Sin. Glede na slišano v prispevku dopolnite naslednjo poved. Guillerm se po mamini smrti zateka v svoj domišljijski svet, a. Saj je obstal v spominih iz otroštva, b. Česar njegov oče ne zmore, c. A izgubo mame vseeno sprejema, ali d. Zaradi česar se je začel čudno obnašati. 15 sekund se izteka. Zato, ker v spominih otroštva, ki smo je brala Mary Poppins. Po mojem, da je A. Rečemo A. Dobre. V zadnjem hipu ste se odločili. Vijolična ekipa za odgovor C, a izgubo mame vseeno sprejema, rumena pa za odgovor A, saj je obstal v spominih iz otroštva. Osnovna šola Frana Roša Celje je na to vprašanje stavila tudi svojega brihtolina, se pravi je v zraku možnih 10 točk. Slišali smo, da je Guillerm na svoj otroški nedolžen način dojel izgubo mame in da jo sprejema. Pravilen je torej odgovor C. 5 točk za vijolično ekipo.